Torej, moja revščina in beda je pač v moji slepoti, moji starosti, moji slabovidnosti. Ampak kljub temu sem tako srečna, ker živim v redovništvu. Skozi vso mojo pot, od začetka do konca, mi je nekako Bog spremljal na tej poti, da sem se zares odločila z velikim veseljem za redovništvo. In kaj naj drugega kot to se Bogu zahvalim, da sem v tej redovni skupnosti, katera me razume. Ne morem pač več nič kaj posebnega delati, nekdaj sem na vrtu, tudi zdaj grem rada še pogledat kakšno rožico, pa karkoli se uspeva. Zagledam tam en lep paradajz, eno lepo papriko, posebno pa rožice in vse to, vidiš, Gospod, vse to je tvoj dar, vse to je tvoja lepota, vse to je namenjeno nam za srečno potovanje k cilju. In za tisti cilj prosim za vsakega, katerega poznam in ne poznam, saj Bog pozna pa vse. In kapela, tabernakelj, to je moje bogastvo, bi rekla. Drugače sem pa nekako postala res tako nekako povezana pa vse to. Ampak v vsem tem tako srečna, da se, kot sem že rekla, ne bi tega zamenjala za nobeno bogastvo. Če pomislim, kaj je danes v svetu, koliko trpijo ubogi reveži, tisti, ki so zares reveži, ki ne poznajo Boga. Posebno mislim na tiste, toliko je danes spočetih pa nerojenih. Kdo bo odgovarjal za to? In potem rojeni pa nezaželeni, odvečni, odrinjeni, pa tudi oni imajo dušo in telo. Vse to čaka večnost. In potem danes tudi toliko prelomov v zakonskih družinah. Narazen grejo enostavno oče in mati po svoje, kaj pa otroci? Za te vse molim in prosim Božjo previdnost. Jezus ima vse tako rad. In če se spomnim tistega njegovega sporočila za ves svet, ni takega grešnika na svetu, ki bi ga mogel kaznovati, če se sklicuje na moje usmiljenje. Zdaj pa tisti če mi tako leži na srcu in mi nekaj notranjega govori, tisti če, Očka nebeški, ti ga sprejmi. Aktiviraj tisti če nad sleherno dušo, da se zares čisto nobena ne bo znašla za večnost v peklenskem breznu. In danes pove, ni takega grešnika, ki bi ga mogel odvreči, ki bi ga mogel pozabiti, ki ni pod mojimi žarki ljubezni in usmiljenja in v odpuščanju.